No, iz občini pa v slovenjgraško bolnišnico, kjer obeležujejo svetovni dan ledvic in sicer pod sloganom Ledvice se starajo skupaj z vami. Na vprašanja pa mi bo v nadaljevanju odgovarjal primarij Bojan Vujkovac. Torej, pa kar začniva, čemu je pravzaprav ta svetovni dan namenjen? Svetovni dan se letos obeležuje že 9. leto, je pod okriljem Svetovne organizacije za ledvica in poteka po celem svetu. Tudi v naši bolnišnici, v naši državi ga praktično sledimo od vsega začetka. Že 8 let tudi pri nas obeležujemo ta dan in ta dan je namenjen osveščanju glede bolezni ledvic. Bolezni ledvic so namreč precej bolj pogoste, kot ljudje mislijo, namreč kar vsak 10. odrasla oseba naj bi imela pomembno ledvično okvaro. Če govorimo pa o starostnikih, kar je tudi letošnji slogan, pa je ta pojavnost bistveno večja. Po naših lastnih podatkih ima več kot 30% starejših od 65 let pomembno okvaro ledvic, v domovih ostarelih pa je ta procent okoli 50%. Za to akcijo mi želimo povabiti ljudi iz rizičnih skupin, to so predvsem ljudje, ki imajo sladkorno bolezen, ki imajo bolezni srca, ki so starejši in ki imajo nekoga v družini, ki ima že bolezen ledvic, da se pride k nam stestirati. Namreč vsako leto, zadnjih par let že brezplačno testiramo seč, se pravi urin, na prisotnost beljakovin, ki je en prvih in najbolj značilnih znakov za ledvično okvaro. In pa tudi ob tem jih tudi seznanimo, kaj so to bolezni ledvic, na kaj morajo paziti. Bolezni ledvic namreč potekajo tiho, ne dajo nekih znakov bolečin, da bi lahko ljudje sklepali. Edina tak znak, poleg že omenjenih beljakovin, je povišan krvni pritisk. Skoraj vse bolezni potekajo z povišanim krvnim tlakom. In ravno na te stvari bi mi želeli upozoriti. V letošnjem letu smo tudi sklenili, da bomo ne samo opozarjali rizične skupine. Jaz mislim, da je potrebno v duhu nekaj preventivnega delovanja, ker mislim, da na tem področju lahko zelo veliko naredimo, da bi v naslednjih letih že pričeli tudi z akcijami že pri otrocih oziroma mladostnikih. Torej, dejali ste, da bolezen poteka tiho, da je pravzaprav eden od indikatorjev, torej ta povišan krvni pritisk. Vendarle vas kot laik sprašujem, na kakšen način je torej moč poleg teh dveh naštetih torej indikatorjev opaziti bolezen ledvic? Kot sem že rekel, je pravzaprav to izjemno težko, skoraj da nemogoče, zato ker to poteka tudi zelo počasi. Običajno se to kaže kot splošno slabo počutje, z izjemoma kot otekanje, kar je na splošno nekako sicer velja, da to spada med bolezni ledvic, dejansko pa je to zelo redko. In pa seveda lahko ugotovimo z krvnim pregledom, samo zdaj to moraš iti zdravniku, da se ta preiskava naredi. Takrat je to relativno potem lahko. Tako sem že rekel, v bistvu večina poteka preko nekih rizičnih grup. Se pravi, če vi spadate v neko od rizičnih skupin, potem boste temu precej bolj nagnjeni, če vidite, da imate povišen pritisk, slabo počutje. Jaz mislim, da je to že pravzaprav znak, da se oglasite pred svojim zdravnikom, kjer naredijo osnovne preiskave, kjer pa se potem zelo lahko odkrije, da gre za bolezen ledvic. In kako poteka torej zdravljenje? Zdravljenje poteka seveda z zdravili in brez zdravil. Moram reči, da mi imamo, kar se tega tiče, predstavljamo nek unikum v naši državi. Mi imamo že več kot 3 leta ambulanto za kronične ledvične bolezni. Se pravi, mi smo prepoznali napredovalo ledvično okvaro kot posebno obliko, ki zahteva druge pristope. Ta ambulanta nima čakalne dobe, se pravi, smo izločili iz ostalih skupin bolnikov, tiste, ki so najbolj ogrožene, da lahko pridejo takoj na vrsto. Tudi ta ambulanta dela drugače, je vključena noter medicinska sestra, izvajamo edukacije in ves čas učimo ljudi živeti z boleznijo. Zelo smo ponosni na to, rezultati so odlični, tudi se lahko mirne duše primerjamo ne samo v državi, ampak tudi v širšem mednarodnem prostoru glede na rezultate. Če lahko samo omenim, pri nas v naši regiji imamo za 45% manj dializnih bolnikov, kot je slovensko povprečje, in pa 25% manj novih dializnih bolnikov vsako leto prihaja. Rezultati, ki so praktično spadajo v evropski vrh in jaz mislim, da to je ena stvar, na katero smo lahko tudi vsi skupaj upravičeno ponosni. Seveda je pa plod dolgoletnega dela, pristopa ne samo zdravnika, ampak tudi celega zdravstvenega oseba in seveda tudi bolnikov, ker v končni fazi morajo bolniki potem tisto upoštevati, kar jim mi naročimo.
Tu moram reči, da tudi se vidi, naši bolniki so izjemno sodelujoči, zelo sodelujejo in so seveda rezultati temu primerni. Ali morda rokujete z informacijo, torej koliko je bolezni ledvic konkretno na Koroškem, torej za Koroško regijo? Absolutno, kot sem že pravzaprav povedal že prej, mi vsaj po mojem vedenju smo edini, ki imamo te informacije, ki delamo pač tudi raziskave, da po naših podatkih 32% ljudi starih nad 65 let v naši regiji ima pomembno ledvično okvaro, v domovih starostnikov je to 50%, če vzamemo recimo srčne bolnike, v več kot 60% imajo pomembno ledvično okvaro, tako da te podatke mi imamo. Mi potem iz tega pula izločimo, kot sem povedal, tiste najbolj rizične in jih zdravimo. Seveda še vedno, nažalost, pri nekateri gre bolezen svojo pot. Kljub vsemu znanju, ki ga imamo, vsem zdravilom, ki so na voljo, je pri določenih ljudeh pride do končne ledvične odpovedi. Takrat je pač na razpolago dializa oziroma ena od dializnih metod, ali je to hemodializa ali peritonealna. Zelo pa mi se tudi trudimo v tej najbolj rizični skupini, da ljudi začnemo že prej pripravljati na transplantacijo, tako da imamo že izdelan sistem. Naša želja je, da bi vsaj nekateri od njih, preden da bi sploh prišli na dializo, že bili transplantirani. To je spet neke vrste unikum v naši državi, da začnemo tako zgodaj pripravljati ljudi, ker predvsem za mlade ljudi je, pa tudi, da si upam trditi za večino, je transplantacija najboljša metoda zdravljenja, kot je enkrat ledvica odpovejo. Torej ob svetovnem dnevu ledvic, kot ste že sami dejali, skrbite za ozaveščenost torej vseh nas, ob tem seveda v imenu vseh nas tudi hvala lepa. Poteka prenekatera akcija, pa me seveda zanima, torej kakšna konkretna akcija, kam lahko torej povabiva tudi naše gledalke in gledalce. Torej, naša akcija vsakega iz leta v leto bolj raste. Moram reči, da smo pridobili čudovit tim sodelavcev. Tu bi se zahvalil predvsem sodelavcem, ki delujejo v programih Sindi, tudi z državnega nivoja se je Sindi vključil v ta program preventive, potem pa so tudi kolegi, kolegice z nefrologi, naši zdravniki vsi aktivno sodelujejo v tej akciji in pa sestre dializnega oddelka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Skupaj z pacienti, z bolniki, člani društva ledvičnih bolnikov, ki je tudi soorganizator poleg Slovenskega nefrološkega društva za te akcije. Zdaj, te akcije bojo letos, glede na lansko leto, ko smo imeli izjemne, dobre in pozitivne izkušnje, v lanskem letu si okoli 500 ljudi prišlo preveriti svoj seč, kar se mi zdi glede na metodo, je to kar uspeh, smo razširili. Letos poteka akcija na 6 lokacijah in sicer v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, zdravstveni center Velenje, zdravstveni dom Ravne na Koroškem. Na teh 3 punktih imamo tudi zdravnika, specialista nefrologa, ki na mestu samem daje potrebne informacije glede na izvid, ki ga pacient prejme in tudi svetuje. Potem so pa zraven vključene še 3 informacijske točke, to so zdravstveni dom Slovenj Gradec, zdravstveni dom Dravograd in zdravstveni dom Radlje, kjer pa je ravno tako možno opraviti testiranje za svetovanje, če bi bil v primeru patološkega izvida, pa lahko tudi nekdo se oglasi že naslednji dan tudi pri nas ali pa pri svojem zdravniku, kjer vam bodo naprej svetovali, kaj je za narediti. Naša želja je v naslednjih letih to še razširiti. V letošnjem letu smo tudi po mojem vedenju edini v Sloveniji to razširili na predavanja, ki jih imamo v domovih upokojencev oziroma starostnikov. Tako so predavanja že dan prej v Slovenj Gradcu in pa na Fariji na Prevaljah in pa na dan same akcije v Radlah in pa v Velenju. Se pravi, to imamo skupaj z kolegico, specialistko nefrologinjo, dr. Mravljako, imamo ta predavanja niso namenjena samo oskrbovancem teh domov, pa njihovim svojcem, ampak so odprta za javnost. In mislim, da je to ena lepa priložnost tudi, da mogoče ponovno povabim ljudi, da se mogoče tudi udeležijo teh predavanj, kjer bo lahko na mestu samem tudi razpravljali o tem, kar jih zanima in da mogoče tudi kaj več jim lahko svetujemo, če imajo kakršnekoli težave.